Navodila za uporabo polimim. Pred nameščanjem obloge polimim rano najprej očistimo po protokolu. Če gre za površinsko rano, se glede na vrsto rane in količino izločka odločimo, katero različico obloge polimim namestimo na rano. Klasični polimim ali polimim max. Rano pokrijemo tako, da je potiskana stran obrnjena navzgor, razen pri polnilih. Obloga naj sega vsaj pol centimetra čez rob rane. V primeru, da je okolica vneta in pordela, pokrijemo tudi pordeli del, saj obloga zmanjšuje vnetni proces in širjenje vnetja v zdravo okolno tkivo. Glede na to, da ima obloga močen kapilarni vlek, priporočamo, da se na zunanjo stran obloge nariše obris rane, ki bo naš indikator, kdaj oblogo zamenjati. Ko se na zunanji strani pojavi temen madež v velikosti zarisanega roba, je potrebno oblogo zamenjati. Če se le da, oblogo vedno fiksiramo s prozornim filmom, da imamo lahko nadzor nad izločkom, saj se s tem izognemo maceraciji okolne kože. Bolj pogoste menjave so potrebne pri slabšem imunskem sistemu, diabetikih, okužbi, hipergranulaciji in pri maceriranem tkivu. V primeru, da gre za rano, ki je globoka oziroma ima podminirane robove, v rano namestimo polnilo polimim vik. Glede na rano se odločimo, katero vrsto polnila bomo namestili. Klasično polnilo polimim vik ali polnilo v traku polimim silver rob. Čez polnilo je vedno potrebno namestiti sekundarno oblogo, ki mora biti vpojna. V tem primeru sta najboljši izbiri polimim max ali kureja. Pri menjavi obloge samo nežno odstranimo oblogo, obloga se ne sprime z rano, zato je odstranjevanje obloge popolnoma neboleče.